Pri prvi temi poglavja strategij uspešne priprave bomo spoznali, kakšen je pomen psihološke priprave na izvedbo, kaj vse je potrebno upoštevati za uspešno pripravo ter kakšne so psihološke tehnike, ki jih za doseganje tega lahko uporabimo. Z vsem naštetim se ukvarja psihologija izvedbe, ki je uporabna veda, usmerjena v izboljšanje nastopa, bodisi posameznika, bodisi skupine. Hkrati se ukvarja tudi z izboljšanjem in vzdrževanjem splošne psihosocialne dobrobiti, ki je neločljivo povezana z uspešnostjo na nastopih in tekmovanjih. Metode in tehnike psihologije izvedbe so torej zelo splošno uporabne. Podobni principi namreč veljajo za vse izvedbene situacije v različnih socialnih kontekstih, pa naj bo to pri avdiciji, nastopu, tekmovanju pri glasbenikih in športnikih ali pa pri študentih, ki morajo izkazati svoje znanje v obliki raznolikih javnih predstavitev, izpita ali tekmovanja. V nadaljevanju bomo podrobneje analizirali, zakaj je psihološka priprava pomembna. Dojemanje nastopov in tekmovanje namreč med različnimi glasbeniki in športniki zelo različno. Nanj vplivajo tako zunanji kot notranji dejavniki. Med zunanje lahko prištejemo značilnosti izvedbe, konkurenco, okolje, v katerem se nastopa in podobno. Posamezniki, ki imajo v letu veliko nastopov oziroma tekmovanj, razvijajo drugačen način razmišljanja o tem, kot tisti, ki jih imajo manj. Izkušnje omogočijo, da posameznik v realni situaciji pridobiva povratne informacije o uspešnosti lastne psihične priprave in da se izboljšuje v lastni psihološki pripravi. S številom izkušenj se namreč zmanjšuje stresnost doživljanja nastopa. Pomemben vpliv imajo tudi notranji dejavniki, med katere lahko štejemo samozavest, napetost, način spoprijemanja s težavami in druge. Glasbeniki in športniki praviloma drugače dojemajo različne tipe nastopov in tekmovanj. Glede na to, ali so solistični, skupinski, formalni, neformalni nastopi ter državna, mednarodna, ligaška, pokalna tekmovanja, prvenstva ali drugo. Sicer to ne velja za vse, a večini določen nastop ali tekmovanje predstavlja večji izziv in se nanj bolj zavzeto pripravljajo. Nastop oziroma tekmovanje je za glasbenike in športnike torej situacija, na katero se pripravljajo dlje časa, včasih kar celo sezono. Ker je tekmovanj v primerjavi z vajami in treningom večini manj, hkrati pa je nemogoče popolnoma simulirati tekmovalno situacijo, je pomembno tudi, kako navajen je posameznik nanjo. Pri tem je pomembno upoštevanje principa habituacije. Habituacija poenostavljeno povedano pomeni, da se posameznik zaradi večkratnega izpostavljanja navadi na določeno situacijo in je posledično njegov odziv nanjo manj intenziven. To je še posebej pomembno pri enkratnih tekmovanjih, kakršna so svetovna prvenstva, olimpijske igre in podobno, ali pa pri upravljanju kakšne pomembne avdicije ali koncerta, ki glasbeniku odpre poklicna vrata. V procesu psihološke priprave se tako na primer učimo tehnike predstavljanja, ki nam omogoča, da se na manj znane ali neznane okoliščine vnaprej pripravimo, zaradi česar nam v dejanski situaciji ne povzročajo več toliko stresa. Pogosta tema psihološke priprave na nastop je tudi večini športnikov in glasbenikov dobro poznana napetost, ki ima pomemben vpliv na izvedbeno uspešnost. Povečana napetost lahko negativno vpliva na raven razpoložljive energije, lahko tudi na kvaliteto spanja, s tem pa morda na uspešnost naših treningov, vaj, nastopov ali pa tekmovanj. V sklopu psihološke priprave se zato učimo, kako napetost prepoznati ter jo ustrezno zniževati. Pri pripravi na pomemben nastop ali tekmovanje je pozornost največkrat usmerjena pretežno v telesno in tehnično-taktično pripravo, ki je vedno skrbno načrtovana in tempirana preko celotne sezone.
Podoben pristop pa je pomemben tudi za psihološko pripravo, saj je vendarle pomembno, da posameznik na nastopu ali tekmovanju pokaže večino svojih sposobnosti, s tem ustrezno kontrolira stres in je lahko samozavesten. Zato mora biti tudi psihološka priprava sistematična in načrtovana skozi celotno sezono. Tako poskrbimo, da bo tudi na tekmovanjih psihološka pripravljenost visoka. Načrtna priprava na izvedbo je zelo pomembna. Raziskave namreč kažejo, da najbolje nastopajo posamezniki, ki imajo rutinsko izdelano pripravo na nastope ali tekmovanja. Tako je lahko temeljno delo psihologa s športniki in glasbeniki tudi oblikovanje prednastopne rutine, ki pomeni nek strukturiran postopek vsega, kar naredimo, delamo, tega, kar si mislimo, si rečemo, tudi kako se osredotočamo pred tekmo, oziroma tudi pred izvedbo določenega elementa, na primer kazenskega strela v nogometu. Prednastopnim rutinam se bomo sicer bolj podrobno posvetili v enem izmed nadaljnjih poglavij, saj nas prednastopne rutine usmerjajo na proces izvedbe namesto na končni rezultat. V psihološko pripravo spadajo tudi druge podporne metode, saj je potrebno čim manj dejavnikov prepustiti naključju. Nekatere izmed njih so načrtovanje življenjskih obveznosti. Jasen načrt in umestitev vseh aktualnih življenjskih obveznosti, ki niso vezane na šport, je pomemben, saj omogoča, da ne motijo koncentracije na tekmovanje. Paziti moramo tudi na skrb za medosebne odnose z bližnjimi. Dobri medosebni odnosi, torej družinski, partnerski, ekipni, lahko pomembno vplivajo na mirnost posameznika, medtem ko lahko konflikti psihološko trdnost zamajajo. Upoštevati moramo tudi plan kriznega vodenja. Priporočljivo je namreč, da športnik s trenerjem diskutira o načinih odzivanja na tekmah, ki mu ustrezajo, in tudi sodeluje v načinu priprave morebitnih kriznih intervencij na samem tekmovanju. To bo izboljšalo odzive v trenutkih, ko stvari ne gredo po načrtu. Psiholog pri vodenju sistematične priprave na nastop ali tekmovanje posameznika usmerja tudi v razmišljanje o sistematični pripravi na drugih področjih, kot so telesna priprava, skrb za zdravje in podobno. To še posebej velja za tiste glasbenike in športnike, ki teh področji nimajo sistematično urejenih in morajo zanje poskrbeti sami. V sledečih temah poglavja strategije uspešne psihične priprave na izvedbo se bomo podrobneje spoznali s temeljnimi koncepti psihološke priprave ter se naučili o posameznih tehnikah, ki jih lahko uporabimo za izboljšanje svojega nastopa.